Družinski zakonik buri domišljijo, vzdiguje ljudi. Katere so tiste največje zmote? No, v zakoniku ni zmot, o zakoniku jih je pa kar nekaj. Zlasti nasprotniki pretiravajo in tudi govorijo neresnice o tem, da bo družinski zakonik karkoli spremenil na področju posvajanja v istospolne družine. To se ne bo spremenilo v ničemer glede na sedanje stanje. Najpomembnejše je, da družinski zakonik po 30 letih želi urediti odnose v družinah, tako kot se je življenje v teh 30 letih, odkar velja obstoječi zakonik, spremenilo. Zlasti gre za to, da naj bi država bolj podpirala oblikovanje družin, pomagala družinam, ki pridejo v težave, predno pride do resne krize in do eventualnih ločitev in vseh problemov, ki so s tem povezane. In posebej želimo zaščititi otroka. Družinski zakonik to ureja tako, da bi se ti problemi reševali hitreje, učinkoviteje in da bi bili otroci bolje zaščiteni, kot so bili doslej. Ali je po vašem mnenju vse preveč ideološkega boja v tem trenutku? Jaz mislim, da, in gre za speljevanje diskusije v napačno smer, v smer, ki jo družinski zakonik sploh ne ureja, z ciljem, da bi nekako osamili, izolirali in izločili, diskriminirali istospolno usmerjene državljane, ki so pa konec koncev, tako kot tudi cerkev pravi, tudi oni rojeni po Božji volji in po Božji podobi. Naj jim torej pustijo, da živijo v tej skupnosti enako kot vsi drugi. Bi naj referendumi, kot so tile, bili pokriti ze strani tistih, ki jih tudi predlagajo? No, jaz mislim, da bi bilo to v načelu dobro, zato da bi se potem tudi pobudniki referendumov bolj odgovorno vedli, ko gre za to, da izkoriščajo trenutne situacije za svoje specifične interese, cilje, ki jih zasledujejo.